Brežiški svetniki so se na izredni seji najprej opredelili do predloga, da mestna občina postane občina Krško, nato pa soglasno podprli predlog za podelitev statusa mestne občine občini Brežice. Župan o razlogih. Občina Brežice ima močno izobraževalno, zdravstveno in pa tudi upravno središče, v katerem seveda so inštitucije, kot so razne inšpekcije, prav tako seveda bolnišnica in pa seveda tudi zelo močni smo tako na športnem in pa na kulturnem področju. Pomemben je tudi sam geostrateški položaj občine, poudarja Molan. Mi smatramo seveda, da bi morala država ob meji dati poseben status in s tem seveda pripomoči, da bi se tudi Posavje razvijali enakopravno z ostalimi regijami v Sloveniji. Do predloga, da občina Brežice postane mestna občina, so večinoma naklonjeni tudi naključni mimoidoči na Brežiških udicah. Mislim, da je bilo kar umestno, ja. Da Brežice rata mestna občina se, ne vem, če to je zdaj taka moda, ampak po moje bi za Breščane kar dosti pomenilo to, ne? Bom se raje vzdržala. Zdaj tako te mestne občine, da ne vem, ali dobijo več denarja, pol ali manj denarja, to ne vem. Je pa preveč občin v Sloveniji, to pa je nič, ne. Mi smo turistična občina, imamo še potencijala in fajn bi bilo, da se razvijamo bolj hitro. Jaz sem za 100%. Meni je, kako bi rekel, praktično vseeno, ne. Ne bo, če so že Brežice. V Brežicah sicer še vedno ne izpolnjujejo vseh pogojev za ustanovitev mestne občine. Zakon namreč določa, da mora biti v mestni občini mesto z vsaj 20 tisoč prebivalci, v Brežicah jih je slabih 7 tisoč. Naj povem, da v Sloveniji so 3 mestne občine, ki imajo manj prebivalcev in pa manjša naselja. Zato seveda jaz upam, da nam bo ponovno uspelo in da nam bojo tako nam kot Krškim podelili status mestne občine in s tem omogočili, da se bo Posavje kot somestje še naprej razvijalo. O združevanju bližnjih naselij z mestom v Brežicah ne razmišljajo. Državni zbor je sicer vsem slovenskim občinam poslal omenjeni zakon v presojo, svoje mnenje morajo podati do 25. oktobra.